jutro, draga Nuskovška cerkev, lepo vas je videti in lepo je, ko smo pa zbrani pred Božjim obličjem. Prinašam pozdrave od moje drage žene Estere, ona vas lepo pozdravlja, ona ima delo na Ptuji in te vas pozdravlja tudi cerkev iz Ptuja. Hvala za vaše molitve in reko povem, pomoli in sigurno napredujemo. Bog je dober, da smo začeli 2012, nas je bilo malo, dnes včasih se zbere 40 do 50 vernikov in korak za korakom idemo naprej. Celo imamo zdaj trenutno 10 do 12 in to je tudi lepo, to je tudi uspeh. Naši mladi se fest trudijo, pa so pridni. Gabriel z dvema detetama, Luka in par drugi, trenutno prihaja ena gospa s svojimi 3 decami malimi in to nas zelo veseli. In rekel povem, Bog je dober. Bog je fejst dober. In ko je pomembno za nas, vse nas, ko idemo naprej in ko postavimo Jezusa na prvo mesto. Dnes bi rad nekaj povedal o zvestobi našemu Bogu in njegovi večni besedi. Ali druga tema bi lahko bila v isto smer, ne samo začetek, konec je bolj važen. Sveto pismo je zelo realna in odkrita knjiga in bi nas ohrabro, čitajmo bar vsaki dan 15 minut Sveto pismo. Vzemimo se čas za Sveto pismo in goči nam o čudežnih delih mogočnih Božjih ljudi, vendar pa odkriva tudi najbolj mučne grehe velike osebnosti. In kaže, kako Bog vidi ljudi, kako Bog vidi nas, kako Bog vidi naše življenje. Tako nam v Stari zavezi prikaže genialnega kralja Salomona. Njegov sloves in ime sta zasenčila vse ostale kralje starega časa. Še dnes se goči o Salomonovi modrosti. V tem jutri bi želel povedati nekaj o Salomonovem življenju in o tem, ko je delal. V času svojega življenja je zgradil 3 velike zgradbe. In v prvi knjigi Kraljev, 3. poglavju od 3. do 5. vrste čitamo. Salomon je sicer ljubil Gospoda in se ravnal po zakoni svojega očeta Davida, vendar je daroval in zažigal kadilo na višinah. Kralj je šel v Gibeon, da bi tam daroval, saj je bila to najimenitnejša višina. Na tamkajšnjem oltarju je Salomon daroval 1000 žgalnih daritev. Gibeonu se je Salomonu po noči v sanjah prikazal Gospod. Bog je rekel Salomonu, prosi, kaj naj ti dam. Ozadje preštete Božje besede nam goči, da je s prihodom kralja Salomona prišla nova generacija. Njegov oče kralj David se je dosti boril svojo vojsko in slavili so čudovite zmage. David je svojo vojsko tudi dosta pretrpel, vendar pa se nikdar ne predal. Držal se je ena vizija. Božje kraljestvo mora biti na prvem mestu in mora napredovati in iti naprej. Kralj David je svoje delo končil in Gospod ga je povzval k sebi. Njegov sin Salomon je podedoval zahtevno dediščino. Salomon je nadaljeval delo štirijazačev njegov oče David.
Dragi moji, vsaka generacija nuca Božje razodetja. Vsaka generacija nuca Božje srečanje z Gospodom. Vsaka generacija nuca Božje maziljanje. Vsaka generacija nuca osebno posvečenje in predanost. V 3. veršu smo čitali, da je Salomon ljubil Gospoda. Bog išče ljudi, tudi v tem jutri, štiri ga ljubijo. Bog išče ljudi, štiri dajo Gospodu prvo mesto v svojem življenju. Salomon je ljubil Gospoda in se držal Božje besede. Če mi učimo, da ljubimo Gospoda, te nam mora biti Božja beseda merilo za našo krščansko življenje. Ena krščanska pesem tako pravi: vse predajem, vse posvečujem Jezusu, mojemu odrešeniku in mojemu kralju. In dragi moji, za sebe moram povedati, če bi to vsikdar tako bilo v mojem življenju, bi dosta takoj noči izgledalo v mojem življenju in Bog bi me rekel, noči ponucu. Dragi moji, vse, ko smo in vse, ko imamo, dajmo Jezuši v roke in garantiram nam na podlagi Božje besede, da nam bo v Jezušovi prisotnosti dobro in blagoslovljene. Jezus ima več, kot mi pričakujemo. In nam Bog pomaga, da se njemu zaupamo in z njim računamo. 5. versi smo čitali, da se je Salomoni v noči v senji prikazal Gospod. Boga je pital, prosi, ko naj ti dam? Prazen ček. Ko bi mi prosili, ko bi mi napisali na tej ček? 10 milijonov evrov za novo zgradbo Benkušne cerkve Nuskova. Aleluja. Zakaj ne? Zakaj ne? In ti čitamo v prvi knjigi Kraljev, 3. poglavje, malo dolgši tekst je od 6 do 14. Salomon je povedal: Bog, ti si svojemu služabniku Davidu, mojemu očetu izkazal veliko naklonjenost, ker je hodil pred tvojim obličjem v zvestobi, pravičnosti in iskrenosti do tebe. Ohranil si mu to veliko naklonjenost in mu dal sina, ki danes sedi na njegovem prestolu. Gospod moj Bog, ti si zdaj postavil za kralja svojega služabnika na mesto mojega očeta Davida. Jaz pa sem še deček, ne vem, kako odhajati in prihajati. Tvoj služabnik je sredi tvojega ljudstva, ki si ga izvolil. Številnega ljudstva, ki ga zaradi velikosti ni mogoče izmeriti, ne prešteti. In čudovita prošnja od Salomona. Daj torej svojemu služabniku poslušno srce, da bo znal vladati tvojemu ljudstvu in razločevati med dobrim in hudim. Kaj ti kdo bi sicer mogel vladati temu tvojemu mogočnemu ljudstvu? Gospodu je bilo všeč, da je Salomon prosil za to. Bog mu je rekel, ker si prosil za to in si nisi prosil dolgega življenja, ne bogatstva in ne smrti svojih sovražnikov, ampak si prosil zase razumnosti, za pravo razsojanje. Glej, bom storil po tvoji besedi. Glej, dal ti bom modro in razumno srce, tako da ni bilo tebe enakega pred tabo in ne bo stal tebe enak za tabo. Pa tudi to, česar nisi prosil, ti bom dal. Bogatstvo in slavo, tako da ti vse tvoje dni ne bo enakega med kralje. Če boš hodil po mojih poteh in se držal mojih zakonov in zapovedi,
kakor je hodil tvoj oče David, bom podaljšal tvoje dni. Salomon je prosil Boga, naj mu da poslušno in modro srce. In to je nekaj največjega. Poslušno srce in modro srce. Prva naloga, katero je dobil Salomon od Boga, je bila gradnja templja za Boga. In to je bila njegova prva zgradba. Z mladostniško močjo, modrostjo in razumnostjo, napolnjen z vizijo, se je Salomon podal na delo. Pogodbe s kraljem iz Libanona za material templja in tudi njegove hiše so bile sklenjene. Delavci so bili po svojih talentih poiskani in razdeljeni. 30,000 delavcev, kateri so prevažali material iz Libanona, 70,000 nosačev, 80,000 kamnosekov, 3,300 predelavcev, kateri so vodili to delo. V Sloveniji takšnega velikega podjetja njega. 183,000 delavcev so skoraj 20 let gradili Božji hram in hišo Salomone. In dragi moji, za mladega Salomona je ne bila nobena žrtev prevelika. In Bog je stal na strani Salomona in ga je blagoslovil. Da je končal zgradnjo templja in njegove hiše, je Božja slava tako mogočno napolnila tempelj, da so duhovniki ne mogli opravljati svojo Božjo službo. In to zato, ker je Gospodova slava in njegova prisotnost napolnila Gospodovo hišo. Si lahko predstavljate, da bi tu pastor stal, skupina slavljenja, Božja takšna prisotnost, ko si se ne mogel geniti. In v tej prisotnosti je Salomon stopil pred oltar, razširil svoje roke in molil: Gospod Izraelov Bog, ni tebe enakega Boga, ne gore v nebesi, ne tudi dole na zemlji. Ti ohranja zavezo in naklonjenost svojim služabnikom, ki za vsem srcem hodijo pred tvojim obličjem. Svojemu služabniku Davidu, mojemu očetu, si izpolnil, kar si mu obljubil, kar si z usti govoril in z roko naredil, kakor priča ta dan. In potem v istem poglavju čitamo najdolžjo molitev stare zaveze in največjo žrtev stare zaveze. Salomon in vsi tisti, kateri so tam bili zbrani, pravi, 22,000 goved so bili, 120,000 ovc. In si lahko predstavljate, 7 dni so bili v Kuper. Kakšno slavje je to moglo biti? Kakšna predanost, kakšno otvoritveno bogoslužje, kakšen blagoslov. Jaz se spomnim, da smo mi imeli otvoritev na Ptuju 4.9.2016. Skoraj 250 ljudi nas je bilo zbrane. Ali to je bil kratek čas, nedeljo popoldan, ali tam so bili zbrane celi keden. Slavili so Gospoda, častili so Gospoda, geli so dobro, pili so dobro, veselili so se. Bog nekaj dela in dragi moji, če je toliko veseli, v Sloveniji to smo mi kristjane, ali mi smo se nikam potegnili, mi smo nek ponosni, ko Bogi pripadamo. Na ničemo se sramovati, ko je Jezus naš kralj in naš odrešenik. In nek povem, večkrat pravim, Gospodi pa tudi moji ženi, Bog nam je dosta prizanesel, meni posebno. Jaz bil en čas daleč od Boga, ali me je našel, zato sem hvaležen. In v prvi knjigi Kraljev, 9. poglavju, Bog opozarja svojega služabnika Salomona,
naj ne počiva na doseženem uspehu, ampak naj naprej živi pozorno in z vsem srcem Gospodi. Dragi moji, ko si Bog želi, ko naše srce popolnoma pripada Jezuše. Amen. Popolnoma Jezuše. Popolnoma Jezuše. In v prvi knjigi Kraljev v 9. poglavju od 3. do 9. vrste čitamo. Gospod Bog je povedal Salomone, slišal sem tvojo molitev in prošnjo, ki si jo izrekel pred menoj. Posvetil sem to hišo, ki si jo sezidal, da tam postavim svoje ime na veke. Moje oči in moje srce bodo tam vse dni. Če boš tudi ti hodil pred mojim obličjem, kakor je hodil tvoj oče David, s polnim srcem iskreno in boš delal vse, kar ti zapovedujem, se držal mojih zakonov in odlokov. Bom utrdil prestol tvojega kraljevanja nad Izraelom na veke, kakor sem obljubil tvojemu očetu Davidu, ko sem rekel, nobeden od tvojih ne bo odstranjen z Izraelovega prestola. Če pa se boste vi in vaši sinovi obrnili proč od mene in se ne boste držali moje zapovedi in zakonov, ki sem vam jih predložil, temveč boste šli in služili drugim bogovom in jih molili, bom iztrebil Izraela iz dežele, ki sem jo je dal. Hišo, ki sem jo posvetil svojemu imenu, bom zavrgel izpred svojega obličja. Izrael pa bo v pregovor in za smeh pri vseh ljudstvih. Ta hiša bo postala razvalina, vsak, ki bo hodil mimo njej, bo usupel in bo sikal. Rekli bodo, zakaj je Gospod tako storil tej deželi in tej hiši? Tedaj bodo rekli, ker so zapustili Gospoda svojega Boga, ki je njihove očete izpeljal iz egiptovske dežele in se oklenili drugim bogovom, jih molili in jim služili, zato je Gospod spravil nad nje vso to nesrečo. Vendar pa Sveto pismo omenja še druge zgradbe Salomonovega življenja. Njegova druga zgradba je bila njegova lastna hiša. Zanimivo je pri tem, kako Sveto pismo z veliko natančnostjo uči, da je bila njegova druga hiša 4-krat večja od Božjega templja. Salomon je svojo hišo gradil 2-krat duže, kot je to bilo pri Božji hiši. Ob tem nam Biblija kaže srce Salomona, štera je prva gorela za Božjo stvar, zdaj pa se je obrnilo k lastnim interesom. Pomoli in neopazno so lastni interesi gratali večji in bolj važni od Božjega kraljestva. Na prvem mestu je lasten blagor, v ozadju pa še nekaj vernosti. Jezus Kristus nam pravi v Evangeliji po Mateji 6:33, najprve iščite Božje kraljestvo in Božjo pravičnost in za vse ostalo se bo Jezus poskrbel. Dragi moj brat, draga moja sestra, ne skrbi, tako nam pravi Božja beseda. Vse svoje skrbi vrži na Jezuša. Jezus je zvest tudi tebi, pa tudi meni. Iščimo najprej Božje kraljestvo in Božjo pravičnost in za vse ostalo, komu mi nicali, da se Bog pobrigal. Naj povem amen. Haleluja. Spomnim se enega dogodka, mislim, ko je to bilo leta 78. Da sem bil v biblijski šoli v Švici, v Emetene, in en brat je tam tudi bil, ime je Alex. In mi vas v eno celo noč molila v Kuper. In da sem ga prišel v biblijsko šolo v drugi razred,
On je že znal, kot da delo po končani biblijski šoli. On se je fejs šil španski. Pravi, Bog me zove Španijo. S čim v Španiji oznanjati Jezuša. Jaz sem ne znal, kuma me Bog zove. Ali me je, hvala Bogu, tudi pozval. Pozval me je. In znate, kako se je zgodilo? Tej brat je še gnes v Švici, pa ne odišel v Španijo. Zljubil je peneza, oženil se je z eno prijetno Ritov. Žal, ne se tudi z Ritov največ. Srečo sem nauk njegovo ženo, pitam, gdje pa ti Aleks? Tako pa tako se je zgodilo. Dragi moji, naj nam Bog da bo na prvo mesto. In 1980 je Bog nam je pozval za delo med bivšimi Jugoslavami. Imel sem zelo dobro službo, moram povedati. V enem podjetju Sulcer sem delal, to je bilo eno najboljše podjetje v Švici. Dobra plača in Bog me zove v službo. 3-krat menjša plača. In lek povem, v tistem času, da sem 5 let delal v ene misije, včasih sem ne imel, ko bi se kupil en sandvič. Ali Bog je bil zvest. V 24 letih smo prek 200 ljudi krstili. Srbe, Hrvate, Slovence, Črnogorce, Albance. Bog je dal milost. In večina od teh ljudi so še gnes na poti. Splača se biti Bogu zvest. In moram povedati, Bog se je pobrigal. Bog se je pobrigal. Ne sem bil ločen, ne sem bil žeden. Imam eno dobro sestro v Švici, pa svake že večnosti, da sem ne imel kaj za pojesti, njiva sta mi pomagala. In to je dobro. Včasih je dobro, ko pridemo čist na dnu. Ko ti druge Bog še razumemo. Ti druge Bog še razumemo. Jaz moram povedati, vse nam ide fejs dobro. Bojimo za to hvaležne. Ali ne pozabimo tudi na tiste 4, ne ide tako dobro, kot nam. Ljubimo Gospoda še vedno iz vsega srca in na Jezus na prvo mesto našega življenja, če ne pridemo v tam jutri znova k Jezuši. Tako leko pri Jezuši napravimo, Jezus oprosti mi. To sem jaz včeraj napravil, pa gnes tudi. Oprosti mi. Bola bi te mogel ljubiti. Bola bi mogel biti tebi zvest. In leko povem iz svojega življenja, splača se živeti za Jezuša. Splača se živeti za Jezuša. In naj nam grata največjo bogatstvo na tem svetu. Tudi jaz sem šel skozi težav, pa moja žena. Ne sva bila niti en mesec oženjena, tumor na maternici. Zaradi toga nemava dece. Ali imava dosta veliki dece, te nam pa delajo več problemov, kot tista mala deca. Ne vi, štiri že imata deco, da deca gor rastejo, Bože moj dragi. Dogajajo se čudeži. Naj nam Bog pomaga, ko smo zvesti Gospode. Splača se živeti za Jezuša. Niti eno sekundo mi je ne žal, ko me je on pozval. Na tako bi ga gnes bil v pekle. 100%. V pekle bi bil, če me Jezus ne bi našel. V Razodetju 3:15 do 22 čitamo Jezusove besede. Razodetje 3:15 do 22. Vem za tvoja dela, da nisi ne mrzel, ne vroč. O, ko bi le bil mrzel ali vroč. Ker pa nisi ne vroč, ne mrzel, ampak mlačen, se pred tem, da te izpljunem iz svojih ust. Praviš, premožen sem, obogatel sem in ničesa ne potrebujem. Ne zaveda se, da si siromah in bedneš, ubog, slep in nag. Svetujem ti, da kupiš od mene zlata v ognju prečiščenega, tako da obogatiš
in beli oblačil, da se pokriješ in se ne pokaže sramota tvoje golote, ter mazila, da si natreš oči in spregledaš. Jaz karam in vzgajam vse, ki jih ljubim. Bodi torej goreč in se spreobrni. Glej, stojim pred vrati in trkam. Če kdo sliši moj glas in odpre vrata, bom stopil k njemu in večerjal z njim, on pa z menoj. Kdor zmaga, mu bom dal, da sede za menoj na moj prestol, kako sem tudi sam zmagal in sedel svojim očetom na njegov prestol. Kdor ima uho, naj prisluhne, kaj govori Duh cerkvam. Dragi moji bratje in sestre, pri Gospodu šteje naša zvestoba in ljubezen do našega Gospoda in to do konca našega življenja. Vsi mi, štiri smo dnes tu izbrani na tem bogoslužju, smo še na tej duhovni poti in moramo priti do cilja, moramo priti domov. In zadnja stvar, tretja Salamonova zgradba namreč kaže Salamonov propad. V 11. poglavju prve knjige Kraljev, 6. in 7. vrstici čitamo, tako je Salomon delal, kar je hudo v Gospodovih očeh in ni hodil popolnoma za Gospodom, kakor njegov oče David. Teda je na hribu vzhodno od Jeruzalema se zidal višino za Kemoša, gnosobo Moabcev in za Mikoma, gnosobo Amoncev. To je delal kot jaz en čas. V nedeljo v cerkvi, ponedeljek sveti. Na delu sem bil angel. 4 leta sem to delal. Ti sem pa več ne zdržal. Ne sem zdržal. Bog me je pozval. V Švici, v Interlachne, eno soboto do poldneva. Šel sem po Interlachne in Božja milost pride nad moje življenje. In vse se je spremenilo. In vam povem, to je bil najlepši čas in najlepši dan moje življenje. Ali moja babica se je molila, moje storiško se je molila, dosta ljudi se je molilo za mene. In sem Bogu hvaležen, ko me je pozval nazaj. Salomon je začel služiti tujim bogovom, malikom, si lahko predstavljate, kakšni Božji človek, koliko modrosti je od Boga dobil. In ti je šel svojo pot. Salomon je žrtvoval najbolj strašnim malikom. Malikoma Kemošu in Milkomu je Salomon žrtvoval na dužno deco. Štera je iztrgal iz ljubeči maminin rok. Draga mama, ko bi ti delala, če bi ti nekako iztrgal tvoje dejta, pa jo žrtvoval tujim bogovom. To je Salomon delal. Salomon, pravi Božja reč, je največ hodil popolnoma za Gospodom. Salomon je proti konci svojega življenja največ popolnoma živel za Boga. Dragi moji, če cilje ne dosegnemo, pomeni, da smo ga ne dosegnili. Olimpijske igre, što je ne prišli na cilje, nikaj ne dal bo. 1., 2. pa 3. Mi smo še na teki. Ne 100 metrov. Maraton 40 kilometrov. Ali 10 kilometrov. Mi moramo priti na cilj. Amen. Staramo, ne? Je še malo pa 70. Ne moramo verovati, ko je to možno. Da bi mogel zavrteti 40 let nazaj ali 50. In novo začati. To bi bilo nikam. To bi bilo nikam. Dragi moji, če cilja ne dosegnemo, pomeni, da smo ga ne dosegnili. Zgrešili smo cilj. Čoln 4 je povsem brez lukenj, je obsojen na potopitev. Povsem živo je že na pol mrtvo ali pa mrtvo.
polovično srce je mrtvo srce. Razdeli srce na pol, to srce je mrtvo. Nepopolnoma pri Jezuši je največja katastrofa za svetopisemskega kristjana. Še Gnok mu to povedal. Nepopolnoma pri Jezuši je največja katastrofa za svetopisemskega kristjana. Živimo popolnoma za Jezuša. Gnok je ena dekla svojemu dečki povedala, boj povsem moj, ali pa odnehaj. Ali z drugimi rečami bi lahko pravili, ne zafrkavaj se z menov, če sem ti genaj zadosta beži. In mladi se večkrat zafrkavajo. In tu večkrat trpijo tudi naše deklice. In to name boli, resnično, posebno v cerkvi. So dečki, ko bi radi imeli 3 ali 4. In to ne je prav. Boj povsem moj, ali pa odnehaj. In dragi moji, če ljudje tako mislijo, kako mora misliti Bog? Dragi moji, istina je, da je Bog ljubezen, da ima veliko srce za nas, nišče kot on. Vendar v Svetem pismu tudi čitamo, da si Bog želi, da njegov narod ljubi njega iz celega srca. Ko Bog tam jutri pravi za naše življenje, ali tudi za naše življenje mora povedati enako kot za Salamonovo, da ne hodimo popolnoma za Gospodom. Povprečno neodločno krščanstvo ide proti svojemu kraju. Edini izhod je in ostaja Jezus Kristus, stali Božji sin. Spoznamo svoje duhovno stanje in pridemo k Jezušu Kristušu. 4 pravi, glejte, vse delam novo. Kako znam, Nemčiji je več kot 40 milijonov Nemcev izstopilo iz katoliške in iz protestantske cerkve. Nemajo kaj najti tam. 40 milijonov, ne 40 tisoč, 40 milijonov. Največ cerkev in to se tudi nam dogaja, pomoli. Kupijo so malega psa in na mesto, ko bi šli v cerkev, ide na sprehod. To se ne dogaja v Muskovi, ali pri nas se to dogaja. In njega je v cerkev. In če jim kaj poveš, ti zamerijo, pa ide v drugo cerkev. V 1. Janezovem pismu, 7. vrstici in do 9. vrstice čitamo, če pa živimo v luči, kakor je v luči on sam, smo med seboj skupnosti in kri njegovega sina Jezusa nas očiščuje vsakega greha. Če rečemo, da smo brez greha, sami sebe varamo in resnica ni v nas. Če pa svoje grehe priznavamo, nam jih bo odpustil in nas očistil vse krivičnosti, saj je zvez in pravičen. Jezus Kristus, naš odrešenik in Gospod, si želi za tvoje in moje življenje, da popolnoma hodimo z Jezusom, da naša srca živejo za njega in da izpolnimo njegovo besedo. Tam jutri nas Jezus ponovno zove k sebi, zove nas na popolno predanje, da za vsem srcem hodimo z Gospodom in živimo za njega. Tok nas čaka nagrada, štera se ne mora primerjati z nikim, biti večno z Gospodom in živeti v njegovi prisotnosti in skupnosti. In povem vam, prvo ali sledje bomo šli iz tega sveta. In tako je pomembno, da idemo pripravljeni z tega sveta. To je pomembno. In ne vemo, što je naslednje. Jaz ne vem, mogoče jaz jutri ne bomo več tu. Tudi mladi ljudje umirajo.
bojmo pripravljeni popolnoma služiti Gospodi. Amen. Ko zapremo naše oči, mi bomo se molili. Jaz tu med nami šterenica, povej, nek zdigne svojo roko, Gospod, jaz čim na novo tebe služiti. Dignite svoje roke. Naj vas ne da stran. Vsi imamo zaprete oči. Jezus nas zove v popolno predanje, ko mu popolnoma služimo. Pred njim ne moramo nikaj skriti. Vidim vaše roke, še što tu. Daj svoje življenje popolnoma Jezuše. Splača se popolnoma živeti za njega. Nikaj ne bo zgubil, dosta boš dobil, boš videl. Mogoče že jutro, mogoče že čez en kedan. Bog ima nekaj čudovitega za nas. Za tiste, štere se popolnoma njime predajo. Oče dragi, hvala ti, da si ti dober Gospod, da si ti dober Bog in ti si nam pokazal tvojo ljubezen, da si poslal svojega Sina, Jezusa Kristusa na ta svet, za našega odrešenika in hvala ti, Jezus, za krv tvojo sveto, štero si prelejo na Golgoti, vse, kar si imel, si dal za nas, ne za nas dobre, temveč za nas grešne ljudi. Prelejo si svojo krv in hvala ti, Gospod, ko smo tudi dnes čitali to, po tvojej krvi imamo odpuščanje naših grehov in večno življenje. Prosim te, blagoslovi se moje brate in sestre in posebno tisti, kateri so zdignili roko v znak, ko nucajo tvojo pomoč, ko želejo mogoče znova začati in popolnoma živeti za tebe. Gospod, vsi bi mogli zdigniti roke. Hvala ti, Gospod, ko nas ti čakaš, ko pridemo k tebi in ko živimo popolnoma za tebe. Blagoslovi Cerkev v Nuskovi, ja te prosim, tudi za našo drago Slapico. In za Emila, za Danielo, Gospod, za to Cerkev. Bog, ti se vidiš, ti se znaš. Komu novi idemo še k tebi? Pri tebi je pomoč, pri tebi je vse, ko mi nucamo. Častimo te, slavimo te in dajemo ti hvalo in čas. Amen.